spoštovane članice, člani Nove Slovenije, dragi prijatelji, spoštovani gostje, spoštovani gospod župan, vsi zbrani, prav lepo pozdravljeni in res dobrodošli v Kamniku. Vesela sem, da vas kljub slabim napovedim vidim v tako velikem, lepem številu vse dobre volje. Vsi smo pripravljeni, da izmenjamo naše poglede, da se spet srečamo, da utrdimo naše prijateljstvo, našo misel na Slovenijo, na prihodnost Nove Slovenije in da naznanimo Sloveniji tudi novo politično pomlad. Torej, Novo Slovenijo ne more ustaviti ne sneg, ne slabo vreme, ne dež, ker najdemo rešitev za vse te vremenske probleme. Zato se res zahvaljujemo občinskemu odboru Nove Slovenije Kamnik, glavnemu tajništvu, ki so poskrbeli za prenos Stravnika izpod šotora v to dvorano, kjer se odlično počutimo, kjer nas nič ne zebe, kjer drug drugega grejemo in kjer se imamo lepo. Hvala vsem organizatorjem. Hvala tudi Kamniški godbi za lep sprejem, gasilcem, nastopajočim prej za lepo odpete pesmi. Hvala gospodu županu za govor in vsem, ki ste poskrbeli, da ne bomo žejni in lačni, zato, da smo danes tukaj, res najlepša hvala. Danes smo tukaj zato, da še močnejši krenemo po poti krepitve in rasti stranke, ki s srcem pripadamo. Sveto pismo je vir modrosti, navdiha in ravnanja članov Krščanske ljudske stranke, ki ji pripadamo. Bilo je tudi navdih očetov Evrope, ko so na ruševinah druge svetovne vojne začeli graditi mir in nove medsebojne odnose. Današnja Božja beseda, verjamem, da je večina od nas bila tukaj v Kamniku ali kje drugje pri maši, tako kot se za nas podobi. Današnja Božja beseda nas mora navdihovati tudi pri našem političnem delu. Med drugim smo danes o branju beril in evangelija slišali, da je bila modrost pred stvarjenjem sveta. Bog pa je ustvarjal ta svet in človeka z modrostjo. Veselje modrosti je pri človeških otrocih. Slavo in častjo si ovenčal človeka, dal si mu oblast nad deli svojih rok. Pa ne samo to, ponašamo se tudi z nadlogami, vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, potrpežljivost pa preizkušenost, preizkušenost pa upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Ko pa pride on, duh resnice, nas bo vodil k popolni resnici. Vse to nam še kako pride prav pri našem političnem delu v času krize v današnji Sloveniji. Slovenci se še kako zavedamo, da nam je Bog ustvaril lepo, prelepo deželo. Slovencem je dal tudi mnoge sposobnosti in nas postavil ob bok mnogo večjim narodom. O tem pojejo naši pesniki, pripovedujejo pisatelji, tudi sami se tega večkrat zavedamo. Tako čutijo naši zdomci in izseljenci, ki se vedno znova kot lastovke vračajo domov. Tako čutimo vsi, ki imamo radi to našo lepo deželo, pa tudi zelo preizkušeno domovino. Tudi nadlog imamo trenutno obilo, preizkušen, imamo pa tudi upanje, ki ne osramoti. Iz tega upanja živimo in delamo tudi takrat, ko je težko.
ker imamo ljubezen do tega stvarstva, do naše domovine, do Slovenk in Slovencem doma, zamejstvu in po svetu, bomo delali za dobro domovine tudi naprej. Se strinjate z menoj? Nova Slovenija dela za domovino. V Novi Sloveniji gledamo z upanjem v prihodnost, ker samo upanje daje človeku moč za odgovorno delo in življenje. Odgovornost, ki smo jo lansko leto prevzeli v vladi kot najmanjša parlamentarna stranka, nas je vodila, da smo bili najtrdnejši člen bivše vladne koalicije. Nova Slovenija ne nosi nobene krivde za padec desno-sredinske vlade. Nova Slovenija se je izkazala kot stabilna, verodostojna in trdna stranka, na katero lahko dobronamerni partnerji vedno računajo. Nova Slovenija tudi v opoziciji vztraja pri svojih jasnih načelih in stališčih. Tako v vladi kot v opoziciji imamo pred očmi nezavidljiv položaj Slovenije. Vemo, da je potrebno hitro in odločno ukrepati, da se naša država ne sesuje. Vemo, da lahko obstane samo država, ki bo čim bolj uravnotežila svoje javne finance in tako ohranila priložnost za normalno življenje tudi prihodnjim generacijam. Nekaj let smo živeli preko svojih zmožnosti, zato so v krizi omejevalni ukrepi nujni. Vem, da vi, članice, člani Nove Slovenije, da se prav vi tega dobro zavedate, saj ste navajeni trdega in poštenega dela in življenja brez privilegijev. O zapisu fiskalnega pravila v ustavo smo se v parlamentarnih strankah pogovarjali več kot eno leto. Koliko izgubljenega časa, koliko izgubljenih milijonov. V Novi Sloveniji smo imeli vedno enako stališče, tako vladi kot opoziciji, omejiti prekomerno javno porabo in sprejeti učinkovite ukrepe za spodbujanje gospodarstva. Ljudje hočejo delati, naj delajo, da bodo lahko preživeli sebe in svojo družino. Država mora ustvarjati možnosti za to. Denar, ki si ga je Slovenija zelo drago sposodila, mora biti naložen v prave projekte in ne zgolj za vsakodnevno potrošnjo. Po več kot enoletnih pogovorih smo le prišli do zapisa fiskalnega pravila v ustavo. Vem, da pozorno spremljate medije in ste o tem že veliko slišali, pa vendar naj ponovim bistveno. Zapis fiskalnega pravila v ustavo pomeni, da moramo sami sebe omejiti in trošiti v skladu z našimi možnostmi, sicer čaka državo bankrot. Evropska unija pa bo od 1. januarja 2014 posodila denar samo tistim državam, ki bodo do tega datuma fiskalno pravilo zapisali v svoje najvišje akte. Vladna koalicija, ki se ves čas izogibala temu zapisu, je bila tako pritisnjena ob zid, ali zapis in omejevanje porabe, ali pa nadaljne padanje zaupanja v našo državo. To pa pomeni dražje zadolževanje in čedalje večje luknje v naši blagajni. Predsednici vlade je že po nekaj dneh obiska v Bruslju postalo jasno, da se temu ukrepu ne more več izogniti, če hoče dobro Sloveniji. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je potrebno dolgove poravnavati, ker nismo nikoli živeli od privilegijev, pač pa vedno od žuljev svojih rok. Potrebni bodo spodbujevalni in tudi varčevalni ukrepi. Pri tem pa je pomembno, da bodo čim bolj pravični za vse.
Tistim, ki imate že sedaj malo, ne moremo naložiti dodatnih bremen. Žal je dvig obeh stopenj DDV-ja korak vlade v napačno smer. S tem ne bomo spodbujali gospodarstva in novih delovnih mest. Dodatno bomo obremenili vsa podjetja in tudi vse državljane. Najrevnejši morajo plačati enako višino davka kot najbogatejši. Razlika je le v tem, da si revnejši lahko privoščijo veliko manj kot bogati. Osnovne potrebe človeka pa so vedno enake, ne glede na razlike v premoženju ali plačah. Država je žal slab gospodar. Nacionalni interes so nekateri izrabili za polnjenje lastnih žepov. Država mora v prvi vrsti poskrbeti za delovanje javne mreže na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, vseh vej oblasti, medtem ko naj upravljanje podjetij prepusti skrbnim gospodarjem, ki bodo podjetja kot lastniki upravljali dobro, odgovorno in pošteno. V državno blagajno pa plačevali davke in prispevke za zaposlene. Nacionalni interes je bil prevečkrat izrabljen strani tistih, ki so si preko politike zagotavljali mesta v upravah in nadzornih svetih državnih podjetij. Ob vsakokratnih menjavah vlade pa se je med koalicijskimi partnerji najprej vnel boj za prestižna mesta in dobre plače. Ko bi vsaj nastavljali kompetentne, odgovorne in poštene ljudi, strokovnjake in ne političnih marionet, potem se naša država ne bi znašla v tako veliki krizi. Nova Slovenija je v času naše vlade predlagala nekaj zelo kompetentnih ljudi v javna podjetja. Imajo predvsem veliko znanja, izkušenj, spoštujejo vrednote krščanske demokracije, medtem ko strankarska pripadnost ni bila vedno nujno pogoj za to imenovanje. Škoda, da je sedanja koalicija zavrnila klasifikacijo državnih podjetij, po kateri smo predvideli, katera državna podjetja in kakšnih deležih lahko prodamo. Tako bi lažje izbirali med ponudbami in prodali ob najugodnejšem času in za državo primirni ceni. Denar pa naložili v projekte za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest, pa tudi za znižanje dolga, za katerega plačujemo previsoke obresti. Žal so mnogi posamezniki in cele koristoljubne združbe in lobiji izrabili svoj položaj in nam skoraj zapravili državo. Namesto, da bi denar vlagali v razvoj podjetij, so ga nalagali v davčnih oazah. Bančniki so obupno upravljali naše banke in kredite podeljevali na lepe oči ali dobre zveze. Prav zaradi takšnega neodgovornega, nepoštenega ravnanja imamo v Sloveniji večjo krizo kot drugje v Evropi. Zato državna podjetja in banke žal niso državna srebrnina, pač pa svinec, ki nas obremenjuje in vleče v brezno. To se mora končati. Prav tako nas skrbi reševanje nekaterih podjetij, kot je na primer Cimos. Vprašanje je, zakaj je neko podjetje zašlo v krizo. Če je vzrok v slabem vodenju in se v prihodnosti ne bo nič spremenilo, samo podaljšujemo propad. Če podjetje nima perspektive, ga je potrebno čim prej spraviti v stečaj, pri tem pa ohraniti zdravo jedro, če ga ima, in nadaljevati z delom. V tem tednu smo sprejeli novo zakonodajo, ki bo pospešila stečaje, predvsem pa preprečila kraje in okoriščanje stečajnih upraviteljev in njihovih prijateljev. Vsaj upamo tako, čeprav vemo, da se vsa zakonodaja lahko izrablja, zato še vedno pravimo, da je poštenost na prvem mestu.
Potrebno je tudi bolj odgovorno ravnanje vseh vej oblasti v državi, tako zakonodajne, izvršne in sodne. Razvpiti primer Hilde Tovšak je razkril tudi mnoge luknje v našem pravosodnem sistemu. V Novi Sloveniji zahtevamo, da se razišče, kdo je kriv, da lopovi ostajajo na prostosti ali celo pobegnejo. Krivci pa naj prevzamejo odgovornost in odstopijo. Lopove morajo poiskati in kaznovati policija, tožilstvo in sodstvo, ne pa ulica, ki nas meče vse v isti koš. Tudi lopovi so odraz družbe, žal, v kateri živimo. Ne moremo si več zatiskati oči, saj nas mednarodne raziskave uvrščajo na sam vrh držav z največjo korupcijo. Žalostna ugotovitev za našo lepo Slovenijo. Večina ljudi je vendar poštenih, delavnih in niste zakrivili tega stanja. Posledice žal plačujemo vsi. Hvala Bogu, da je v Sloveniji tudi veliko ljudi, ki iz dneva v dan delate pošteno, odgovorno, velikokrat za skromno plačo. Še imamo podjetnike, ki se zavedajo svoje odgovornosti do podjetja, do delavca, družbe in države. Samo zaradi takšnih delodajalcev in zaposlenih naša država še deluje. Več kot bo odgovornih ljudi, lažje bomo izplavali iz krize. Sprejemom fiskalnega pravila in sprejemom sprememb referendumske ureditve je dobila vlada večjo moč, da bo lahko resnično vladala. V tem trenutku je to levosredinska vlada, zato nam morda to ni najbolj všeč ali po godu. V naslednjem obdobju bo neka druga. Slovenija je še vedno talec mnogih ostankov socialističnih manir. Vlada ima oblast, nima pa dovolj moči, da bi hitro in učinkovito sprejemala nujne ukrepe. Včasih se zdi, da imajo sindikati več besede kot vlada, odgovornosti pa nobene. Delavcem velikokrat delajo medvedjo uslugo in poskrbijo zlasti za višji razred, zato da zaščitijo tudi sebe. Sprememba referendumske zakonodaje je bila zato nujna. Žal ni bila sprejeta novela Nove Slovenije v zvezi z referendumom. Mi smo želeli zaostriti začetne pogoje za razpis referenduma tako, da bi morali pobudniki za začetek zbrati 5000 podpisov na upravni enoti. Žal se je tudi v tem primeru izkazalo, da vladna koalicija ne zmore podpreti dobrih pobud opozicije, čeprav sedaj to marsikdo celo obžaluje. Referenduma nismo vzeli ljudem, pač pa politikom, manipulacijam. Politične stranke oziroma poslanci ne morejo več predlagati referenduma. Poslanci smo bili izvoljeni v parlament, da tam odločamo v imenu ljudstva. Če pa ljudstvo ni zadovoljno z našimi odločitvami, lahko sproži referendum s 40 000 zbranimi podpisi. Nova Slovenija je sicer s težavo pristala na 20% udeležbo vseh volivcev za uveljavitev referendumskega rezultata. Sprejeli smo kompromis, ker se vsi skupaj zavedamo, da so referendumi bili večkrat zlorabljeni in lahko preprečijo nujno potrebne reforme. Upamo in želimo pa, da ta vlada ne bi izrabljala svoje večje moči za ideološke projekte, ki bi delili in jezili Slovence. Spoštovani zbrani, Nova Slovenija ima sedaj 4 delovne, odgovorne, mislim, da tudi zelo vidne in slišane poslance. Če anketne rezultate preračunamo v poslanske mandate, bomo na prihodnjih volitvah podvojili, vsaj podvojilo število poslanskih sedežev. To nas opogumlja.
Po večini javnomnenjskih anket smo 4. politična stranka v državi. Delamo za preboj na 3. mesto, zaenkrat. Naš cilj na naslednjih volitvah je 10%. To ni zgolj cilj, to je realen uspeh Nove Slovenije na naslednjih volitvah. Načelnost, demokratičnost, dobronamirnost, nekonfliktnost, predvsem pa pošteno in odgovorno delo so naši aduti. Nova Slovenija ve, kaj hoče, ima sposobne in odgovorne ljudi, imamo aktivno mladino in velik potencial, tudi vi ste naš potencial. Delnice Nove Slovenije so na slovenski politični sceni stabilne in počasi vendar vztrajno rastejo. Ali ni že čas, da slovenski volivci izberejo na volitvah prav te vrednote? Nova Slovenija je stranka prihodnosti. Nova Slovenija ima jasna stališča o slovenski preteklosti. Vemo, kaj hočemo sedaj in vemo tudi, kaj želimo v prihodnosti, kakšno državo si želimo. Ne želimo netiti ideoloških bojev in jih izrabljati za prepire in utrjevanje svoje politične pozicije. Političnih, ideoloških bojev ne odobravamo, ne na levi, ne na desni. Slovenija je resen bolnik, ki potrebuje odgovorne in poštene voditelje. Slovenija potrebuje stranko, ki zmore odkrito in brez fige v žepu sodelovati z drugimi strankami za naše skupno dobro. Odgovor je Nova Slovenija. Zato bodimo ponosni na stranko, ki ji pripadamo, ki smo ji pripadali tudi v najtežjih časih. Prepričani smo, da bo tudi zaradi Nove Slovenije Slovenija boljša država. Predvsem pa res domovina vseh državljanov, vseh Slovenk in Slovencev. Dragi prijatelji, z vašo podporo bo Nova Slovenija postala še močnejša stranka, odprta za vse, ki želimo Sloveniji dobro. Smo aktivni soustvarjalci naše skupne prihodnosti in nepogrešljiva stranka pomladnega političnega bloka. Postali bomo še močnejši, še večji in še pomembnejši sooblikovalci nove politične pomladi. Pri tem nas ne bodo ustavili. Gremo svojo pot. Ta pot vodi do končne zmage za vso Slovenijo. Nova Slovenija je stranka prihodnosti.